Dober dan iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Letošnja slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem je minila v znamenju spomina na odpovedani obisk predsednika slovenske vlade Janeza Janše pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu. Pred kapelico sta ob 91. obletnici njene postavitve zbranim spregovorila slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in podpredsednica Dume Ljubov Sliska, ki je zamenjala zadržanega ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Pod Vršič pa je nenapovedano prišel tudi slovenski predsednik vlade, ki pa se je tako kot zunanji minister odločno izognil vprašanjem novinarjev. Gospod Rupel, ste zadovoljni z slovesnostjo? Kaj je tole? Voditeljska šalica. Iz tega ne bom pila. Diplomatski zaplet z odpovedjo Janševega obiska pri Putinu pa je komentiral nekdanji predsednik Milan Kučan, ki je na vprašanje, ali je ta dogodek poslabšal odnose med Slovenijo in Rusijo, odgovoril. Če je poslabšal, zboljšali gotovo ni. Prejšnji teden je predsednik odbora za obrambo Anton Anderlič javnosti razkril, da je Ministrstvo za obrambo lani kupilo napravo za prisluškovanje mobilnim telefonom. Obrambni minister je zatem zagrozil, da bodo Anderliča ovadili. Kdaj naj bi se to zgodilo, ni znano, je pa poslanec SNS-a in podpredsednik državnega zbora Sašo Peče zanikal Erjavčevo izjavo, da naj bi v državni zbor poslal protestno pismo zaradi kršenja zakona o varovanju tajnih podatkov. Včeraj in ne danes ni prišlo nobeno to pismo na vodstvo državnega zbora, to se z gotovostjo lahko povem, ker v tem trenutku jaz nadomeščam predsednika državnega zbora. Peče pa je pojasnil tudi svoje stališče do nakupa skrivnostne prisluškovalne naprave. Jaz verjamem, jaz upam, da Slovenija ne bi smela postati Izrael. Jaz verjamem, da smo vstopili v evroatlantske povezave ravno iz tistega naslova, da bi postali element kolektivne varnosti. Zato se mi zdi poteze, ki jih vleče gospod Erjavec, zelo neumestne. Mikrofon je narobe obrnjen tle. Po vseh slovenskih mestih te dni potekajo festivali, ki so dobra priložnost tudi za nabiranje političnih točk. Ob otvoritvi Kranfesta sta zbrane tako nagovorila tudi predsedniška kandidata Lojze Orgelca-Peterle in Danilo Ljudski-Türk. Vprašali smo ju, ali je razlog njunega obiska tudi iskanje podpore med mladimi, katerih podporo v Kranju uživa župan Damjan Perne. Ja, jaz imam med mladimi precej podpore, tudi prvi, ki so me na glas pozdravili, zdaj, ko sem prišel v Kranj, so bili mladi. In so rekli, imaš te Orgelce, sem rekel, imam, in sem hitro in tak naredil, tako da sem dokazal, da jih imam. Skratka, z mladimi nimam nobenih težav. Mladi volivci so pomembni, ampak jaz mislim, da je za mlade volivce najbolj zanimiva internetna komunikacija, spletne strani, taki mediji, kot ste vi, Vest, in meni je veliko do tega, da se pojavljam pri vas, zato sem tu in upam, da bodo kakšni mladi ljudje videli na vaših poročilih. Vam s tem delamo reklamo? To pa ne vem, vi ste tudi kritični mediji, in prosim vas, ne delajte mi reklame, bodite Vest, Vest kot Vest in Vest kot Vest, pa bo vse v redu. Take imamo, kandidate. Le kaj bi povedal Mitja Fičnik Gaspari, ki v Kranj ni prišel? Kako to, da ga ni bilo, nam je kranjski župan pojasnil takole. Jaz moram priznati, da nismo posebej nikogar vabili, smo odprli vrata, dobrodošli so vsi tisti, ki radi v Kranj pridejo in ki se s Kranjčani radi poveselijo. Moram pa reči, da je tudi gospod Gaspari nas klical in da je rekel, da bi se jutri rad udeležil določenih prireditev v Kranju. Na Goriškem se debatira, da nameravata Harris Entertainment in Hit postaviti igralniško-zabaviščni center. Vlada je že pripravila predlog zakonodaje, ki bi omogočila 49% lastništvo ameriških partnerjev in nižjo obdavčitev iger na srečo. Vendar vsi domačini nad gradnjo niso navdušeni. V središču Nove Gorice smo mimoidoče vprašali, kakšno je njihovo mnenje o predvideni
gradnji. Jaz osebno, kar se mene tiče, sem proti, zaradi Nove Gorice, pa mogoče zaradi prepoznavnosti v svetu. Jaz osebno pa sem v bistvu zaradi teh delovnih mest, ker v Sloveniji je pomanjkanje. Če nekdo pripravlja nekaj vložiti, potem še izkoristiti. Brez nič ni nič. Slovenija že nekaj časa išče primeren turistični slogan. Tema je v teh poletnih dneh še posebej aktualna. Komentar Denis Sarkić. Živijo, Katja. Pred leti je na Rimski ulici v Ljubljani stala prodajalna z imenom Spy Shop. Kot že ime pove, so tam med ostalimi zadevščinami prodajali prisluškovalne napravice. Ja, takšne za domačo uporabo. Podobne tistim, ki jo je našel pod svojo mizo nekdanji minister za gospodarstvo Jože Zagožen. Lahko ste postali lastnik majhne bag napravice, ki ste jo potem z velikim veseljem namestili svojo ljubi v torbico in spremljali, kakšne babje čenče blbeta s svojimi najljubšimi prijateljicami. Lahko ste bili tudi na tekočem, s kom vas je prevarala ali s kom vse je spala prijateljeva žena. Zelo enostavno ste se lahko igrali vohuna. Vse za par tisočakov. Vendar ste morali biti previdni. Zakonsko gledano ste bili v hudem prekršku. Tisti bolj poučeni so znali povedati, da kršite človekove pravice. Ja, to je pa že zelo grdo. A glej ga zlomka, potem so se pojavili oglasi tipa, ali vas vaš partner vara, ali pa pomagamo vam rešiti probleme nezvestobe, ki so jih oglaševale detektivske službe. Zanimivo. Zakaj bi morali plačevati drage detektivske usluge, če bi lahko svoje ljubi kar sami prisluškovali? Zakaj lahko detektivi prisluškujejo, zasledujejo vašega partnerja, vi pa tega sami naj ne bi mogli početi? Prejšnji teden je poslanec Tone razkril, da je naša vojska kupila profi igračko za prisluhe. Minister Kahelj je najavil ovadbo zoper poslanca, ker naj bi izdal vojaško skrivnost. Hkrati je s tem tudi priznal, da mora vojska za svoje mirovne dejavnosti prisluškovati. Morda Albancem na Kosovu, Iračanom v Bagdadu ali Talibanom v Afganistanu. Ali morda vojakom samim, da se lahko potem nadrejeni sliši, kako ga nižji po rangu špecajo, da jim poveljnik Jože ne pusti igrati pokra v Kabulu. Ali pa Karel misli, da bodo njegovi fantje v Afganistanu prestregli pogovor samega škodljivca številka 1 Osame bin Ladna. Ker se v zadnjem času na varuhinjo Zdenko ljudje obračajo z vse večjimi idejami prisluškovanju, predlagam, da se vsi državljani oborožimo z malimi igračkami za prisluškovanje in se tako zavarujemo. Če to očitno lahko počnejo Sova, vojaška obveščevalna služba OVS, detektivske službe, zakaj potem tega ne bi počeli še sami? Saj gre za našo varnost. Turistični slogan bi se potem lahko oglasil takole. Dobrodošli v sproščeni Sloveniji, deželi svobodnega prisluškovanja. Torej, Spy Shop vabi, le znajti se bo treba, ker ga na Rimski žal ni več. Tudi moški varajo, veš? A res? A tebe so tudi? Mene ne. Mogoče da pa še bojo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Ta šovinističen avizo boš odstranil. Na festivalu Festiko v Kopru so se v neposredni bližini taverne rolali breakdancerji. Primorski B-Boys so zavest razložili tudi, kateri nastopi so jim najbolj pri srcu. Največ poudarka dajemo na privat betle, ki se organizirajo vsake toliko, recimo v Ljubljani, pa mi bomo imeli zdaj 29.9. enega v Kopru. In tle se vidi, kdo je res najboljši, kdo ima največ smisla, ker je tudi bolj tako freestyle, ni nekih postavljenih pravil in tako naprej. Še vreme? Za perilo sušit ravno ne bo. To so bile vesti na vesti iz ljubljanskega studia 136. Ostanite še naprej z nami.